Mark, kje naj začneva? Tako kot sem že v uvodu povedala, imamo ambiciozne cilje, Evropa si je zadala povečati digitalno preobrazbo, zeleno preobrazbo. So pa težave, ne? Čas se nam izteka, znanost nas opozarja, da moramo podvojiti ukrepanja. Vidimo že precej pionirjev, voditeljev na tej poti, vidimo pa še veliko potenciala, da moramo to iti. Moje vprašanje gre v smer. Ti si tukaj kot predstavnik države. V zadnjih dveh krizah, res hudih, ki smo jim bili priča, tako zdravstvene kot varnostne, je vsaj zahodni svet pokazal zelo kolektivno reagiranje. Skupaj so zelo hitro sprejeli ukrepe, jih postavili. Torej, odreagirali so na krize. Na podnebno krizo, ki je pa dolgoročno naša največja nevarnost, nimamo tako hitrega in kolektivnega reagiranja. Kaj po tvojem mnenju potrebujemo, da bi šli na to pot sodelovanja na nivoju držav hitreje? Hvala lepa, Ana, ne samo za super vprašanje, ampak tudi za vas trud, ki ga z ekipo na CER-u vlagate v zeleno prihodnost Slovenije. Zdaj, jaz bi mogoče začel najprej s tem, kaj nas je v bistvu naučila ta ukrajinska vojna, ki ima velike posledice za energetsko sliko Evrope, da ne govorim seveda o vseh tragičnih posledicah za Ukrajince v Ukrajini in povsod drugod. Mislim, da nas je v tem energetskem smislu naučila, da moramo biti čim prej, v čim večji meri samopreskrbni. In drugič, naučila nas je, da moramo našim državljanom in gospodarstvom zagotavljati dostopno energijo. To pomeni energijo po dostopnih oziroma ugodnih cenah. Zdaj, če stopimo en korak nazaj. Evropa je v zadnjih 35 dnevih oziroma kakorkoli traja vojna v Ukrajini, plačala Rusiji 35 milijard dolarjev za takšne in drugačne energente, s katerimi se ogrevamo in poganjamo naše gospodarstvo. Dobršen del tega denarja je šel neposredno za agresijo v Ukrajini. Skratka, hočem to reči, da bo neodvisnost od fosilnih goriv dobra ne samo za nas, ampak tudi, bom rekel, za cel svet. Ker so žal države izvoznice energije, tiste države, ki v največji meri kršijo človekove pravice. Tako da to ni, bom rekel, samo imperativ za Slovenijo in Slovence, Evropo in Evropejce, ampak mislim, da je imperativ za cel svet. In mislim, da mora biti ta vojna en tak wake-up call, da začnemo ta trajnostni prehod veliko bolj ambiciozno. Ker je nujen ne samo z vidika podnebne krize, ampak tudi geostrateške stabilnosti in avtonomije Evropske unije. Zdaj, kar nekaj je bilo narejeno na tem področju, tudi kar se tiče načrtov za okrevanje in odpornost. Vemo, da je Evropa zapovedala vsaj 40% prag za zelene naložbe. Mi smo to v Sloveniji upoštevali in ga dvignili na 43%, tako da to je vse super in fajn. Je pa vedno kleč v implementaciji. Trenutno, bom rekel, v Evropi ne manjka denarja. Vemo, da so kapitalski trgi odlično založeni. Če danes rezate kapital za svoje podjetje, je to 10-krat lažje kot kadarkoli prej. Tako da denar ni nujno glavni problem. Problem pa so učinkoviti ukrepi države in pa zavest na ravni državljanov, kupcev in pa podjetij. In tukaj vaš projekt Green Star igra zelo pomembno vlogo, ker še enkrat, mi ne moremo izboljšati stvari, ki jih ne merimo. In na področju trajnosti mi v resnici ne merimo ogromno stvari. Jaz mislim, da bi bil najbolj učinkovit ukrep ogljični davek, ampak ti ogljičnega davka ne moreš uvesti, če nimaš metodologije, standardizacije, skratka dobrih meritev. In ta Green Star projekt je odličen korak proti bolj transparentnemu in kredibilnemu merjenju ogljičnega odtisa posameznih podjetij. Prepričan pa sem, da moramo Green Star nadgraditi tudi na merjenje ogljičnega odtisa države, ker smo konec koncev največji igralec v tej
naši Sloveniji z vsemi inštitucijami, z vsemi ministrstvi, službami, državnimi in ostalimi podjetji, mislim, da bi vse mogli spraviti na isti skupni imenovalec z Green Starjem. Hvala za ta pogled tega konteksta, kjer smo se znašli in ki bo dal gotovo tej preobrazbi pospešek zavedanju. Skočil si zdaj že na moje zadnje vprašanje, ne, vloga države pri tem, pa se bom vrnila malo kasneje na vlogo države pri tem. Omenil si 35 milijard je bilo v enem dobrem mesecu plačanih za fosilna goriva. Samo Rusiji. Samo Rusiji. Ne govorimo Samo o savdijski nafti pa ostalih energentih, ki jih uvažamo drugo. Tako. To so res ogromna sredstva. Po drugi strani je sredstev za zeleni prehod po informacijah Evropske unije toliko na voljo, kot jih ni bilo še nikoli. Po tretji strani banke trdijo, da je denarja ležečega ogromno. In vidimo, da ni problem v denarju več nekaj narediti. Imajo pa banke in tudi razpisi in drugi vlagatelji izziv najti ponudnike dobrih zelenih projektov. Tukaj vidimo problem. Torej, inoviranje teh zelenih projektov, stopiti ven iz cone ugodja, iz business as usual in narediti te premike. Torej, kako po tvojem mnenju spodbuditi ta prehod? Na eni strani lahko je država ta, ki zgenerira, lahko je samo gospodarstvo, sodelovanje tega, ampak denarja vidimo, da ni problem v denarju. Ja, mislim, stvar je zelo enostavna. Zelene rešitve bodo mogle biti ugodnejše od drugih, da bomo lahko učinkovito spreminjali navade ljudi. Ne? Ker na koncu koncev ljudje pogledajo na konec meseca v svojo denarnico in se na podlagi tega odločajo, kaj se jim splača in kaj ne. A se jim bolj splača trajnostni izdelek oziroma trajnostna storitev ali kakšna druga. Tako da jaz mislim, da je nujno, da se res maksimalno naslonimo na tržne mehanizme, pri čemer pa mora država jasno pomagati, da bodo, bom rekel, ponudniki teh storitev in produktov, ki so trajnostni, v boljši štartni poziciji. In jaz sem zelo vesel, da smo uspeli uvesti 40% davčno olajšavo na zelene in pa digitalne naložbe v okviru sprememb zakona o davku od dohodka pravnih oseb. To se mi zdi en zelo dober signal gospodarstvu, da vlaga v ta prehod, skratka, da se te rešitve še bolj splačajo, ker vemo, da v kriznih situacijah gospodarstveniki in podjetniki ne razmišljamo, pa zdaj govorim, bom rekel, še kot Mark iz prejšnjega življenja, ne razmišljamo o tem, kaj se bo dogajalo čez 5 ali pa 10 let, ampak želimo preživeti jutri in letos. Ne? In takšne davčne olajšave in podobni impulzi, ki jih država lahko daje in jih daje, pa jih mora še bolj, dejansko podjetja spravljajo na ta zeleni prehod že danes. In to je pomembno. Ker na koncu, kot je rekel Winston Churchill, however beautiful the strategy, you should occasionally look at results. Ne? Vsako podjetje ima fantastično zeleno strategijo, nimajo jih samo podjetja, imajo jih tudi država, ministrstva, državna podjetja in tako naprej, ampak ključno je, da mi dosegamo rezultate praktično takoj. Ne? Ker kot si povedala, nimamo več časa, podnebna kriza je definitivno daleč največji izziv človeštva in se jo pač moramo lotevati tukaj in zdaj. In zato mi je všeč, da kar počnete na CER-u je povezano z gospodarstvom, to ni, bom rekel, samo objemanje dreves in wishful thinking, ampak je dejansko cel kup rešitev, ki se lahko implementirajo že tukaj in zdaj. Hvala. Zdaj bi prišla pa na tisti del vloga države. Pogosto pri naročilih je kriterij najnižja cena. Ne? Torej, te tehnologije še vedno rabijo podporo, cene so že padle, ampak zdaj pa tudi regulativa EU-ja že vzpostavlja sisteme, da finančni kazalniki niso edini kazalniki merila uspešnosti. Koliko nam manjka, da bi v državo, v sisteme naročanja, čist vseh stvari postavili druge kazalnike na večjo prioriteto in dali temu spodbudo, pospešek? Jaz mislim, da nam ne manjka veliko in mi vidimo, da je treba te kvalitativne kazalnike uvajati praktično posod. Tudi ko gre, ne vem, za
razpise za nakup hrane za naše osnovne šole, srednje šole in tako naprej. Jasno, da ne mora biti najnižja cena edino merilo. Jasno, da želimo, da naši otroci jejo zdravo, lokalno pridelano hrano in podobno mora biti tudi z energijo konec koncev, ne? In ostalimi trajnostnimi rešitvami. Tako da vem, da imamo na tem področju evropsko regulativo, ampak smo tudi v veliki meri avtonomni in jaz mislim, da moramo iti korak naprej in takšne spodbude uvajati praktično na vseh ravneh. Zdaj, moramo pa tudi zagotavljati, da bo več denarja prišlo v podjetniški sektor. In zato, bom rekel, smo povišali sredstva, ki jih ima na voljo Ekosklad, recimo, tudi, bom rekel, smo odprli kar nekaj novih mehanizmov, kar pomeni, da denar bo v ta ekosistem prihajal, bi pa res poudaril pomen digitalizacije za zeleni prehod, ne. Tako kot si rekla, na začetku je vsaka rešitev draga in težko dostopna. Sčasoma, z veliko vložka pa postane commodity. Skratka, postane nekaj, kar je poceni in kar lahko konec koncev uporablja cel svet. In do tega preloma nam še kar nekaj manjka pri marsikateri od teh tehnologij. In tukaj mora država veliko bolj aktivno pristopati. Ne samo kot država, ampak tudi kot Evropska unija. Tudi Evropska unija ima na voljo ogromno sredstev, ogromne mehanizme za spodbujanje zelenega podjetništva, za, bom rekel, skalanje zelenih tehnologij, tako da tukaj, bom rekel, vidim evropsko priložnost za svetovni leadership, ne. Mi smo, bom rekel, mogoče na področju digitalnih tehnologij rahlo zamudili za Američani, tudi Kitajci, ampak ko gre pa zelene tehnologije, pa mislim, da se lahko cel svet uči od nas in se. Tako da tukaj moramo še več vlagati v našo inovativnost, v našo podjetnost. Ne gre pa samo za državo, tukaj mora iti za eno široko partnerstvo, ne. Država lahko odigra samo delček te vloge. Največji del jo lahko odigra gospodarstvo in pa mi kot potrošniki, ki bomo pač zavestno zbirali tista podjetja in tiste storitve, ki so trajnostno naravnane. Hvala za ta pogled. In ker si se dotaknil digitalizacije in si nastopil vlogo v tej državi kot vodja skupine za digitalizacijo, pridobil potem naziv ministra, kar je zelo velika potrditev. Ker je bila grda kazen za trdo delo. Mogoče našemu občinstvu, če bi predstavil ta dva paketa ukrepov, na katerih ste delali, ki so prišli v veljavo, so potrjeni, kaj v bistvu ti ukrepi pomenijo? Kaj lahko gospodarstvo in prebivalci pričakujemo od teh ukrepov? Kaj sledi? Super, Ana, z veseljem, ampak najprej bi z vami delal izkušnjo iz Silicijeve doline, ki sem jo obiskal pred 3 tedni. Tam sem med drugim obiskal tudi Teslo, eno izmed njihovih tovarn oziroma enega izmed njihovih sedežev. In prej sem govoril, da ima Evropa nek zeleni leadership, ko gre za tehnologije, ne pa nujno, ko gre za zeleno mobilnost, ki je, bom rekel, eden izmed ključnih delov zelenega prehoda. Saj vemo, da največ nafte Evropa in cel svet porabi prav na področju transporta. Tukaj smo pa praktično v celoti odvisni od 2 oziroma 3 izvoznikov. Evropa je na področju e-mobilnosti zaspala, ne. Danes, bom rekel, je daleč največji proizvajalec električnih avtov, Tesla, pa Toyota in tako naprej. Evropa dohiteva, imamo tukaj cel kup, bom rekel, zelo velikodušnih spodbud strani Bruslja, da bi naša avtoindustrija nadoknadila ta zaostanek, ampak zgodba Tesle je fascinantna zato, ker izhaja iz garaže. Mi smo imeli vedno v glavi, da, ne vem, ena tradicionalna industrija, kot je avtomobilska, da tam nekih velikih sprememb na trgu ne mora biti, ne? Da tam neka garažna firma pa res ne mora razturiti cele scene. In točno to se je zgodilo. In mislim, da je to fantastično, ker nas uči, da lahko garažne firmice s super idejami razturijo tudi, bom rekel, tradicionalne in okorne panoge, kot je energetika, ne? Tako da jaz mislim, da bolj kot vse državne spodbude, nove standarde in regulativa, bo na koncu rešitev prišla strani parih garažnih firmic, nekaj norih inovatorjev, ki bodo svojo odštekano vizijo najprej smatrani za popolne idiote, tako kot je bil Elon Musk še pred nekaj leti, ampak bodo na koncu svojimi tehnološkimi rešitvami predrugačili svet. Tako da
to me pripelje do točke, ko moram reči, da je super pomembno za razvoj cele Slovenije in Evrope to, da imamo dobro podjetniško okolje. Ne? Ker mi moramo vedeti, da Tesla, Google, Apple, Nvidia, SpaceX, Meta niso nastali zaradi neke glomazne industrijske ali pa tehnološke strategije, ki bi jo spisali politiki v Washingtonu, ampak so nastali zaradi neverjetno ugodnega podjetniškega in tehnološkega okolja v Združenih državah Amerike oziroma še bolj konkretno v Silicijevi dolini. Ne? Vsi pa vemo, kaj predstavlja ugodno podjetniško okolje. To so pa nižji davki in na tem delamo, tudi s spremembami dohodninske zakonodaje, mislim, da smo naredili velik korak. Upam, da bo naslednji sklic parlamenta dovolj moder in daljnoviden, da bo uzakonil tudi socialno kapico, za katero nam je na koncu pač zmanjkalo nekaj glasov. Debirokratizacija izjemnega pomena. Skratka, če bomo ustvarjali mi spodobno in konkurenčno podjetniško okolje, bomo nehote generirali ekološke in druge inovatorje, ki bodo na koncu spreminjali svet mimo vseh mogočih subvencij in ostalih pravil. A mislite, da je Tesla dobila kakšen evro od ameriške vlade v obliki takšnih ali pa drugačnih subvencij? Niti evra oziroma niti dolarja. Tako da po eni strani ja, moramo štartati na ta top-down approach s pametnimi politikami države, po drugi strani moramo pa res staviti na ta bottom-up approach in probati narediti slovensko podjetniško okolje najbolj konkurenčno v Evropi. Pika. To je to. Zdaj pa strateški svet. To je bil uvod v bolj pomembno temo. Tako. Zdaj, zakaj je sploh prišlo do tega strateškega sveta? Če tako malo razmišljate, vam je jasen, da z vsem dolžnim spoštovanjem do javnega sektorja, tako malo talenta, kot ga je danes v javnem sektorju, ni bilo še nikoli prej. Če pogledamo 100 let nazaj, je bilo to, da si ti birokrat, nekaj ugledanega, nekaj prestižnega. Vsaka mama si je želela za svojega sina ali pa hčerko, da bi postala državna uradnica. To je bilo nekaj, kar je bilo dobro plačan in s čimer si dobil dober status v družbi. Danes, nažalost, temu ni več tako. Danes ste uspešni ljudje drugje. Ste v zasebnem sektorju, ki lahko ponudi neprimerljivo večje nagrade in izzive za vaše življenje in kariere. In cilj ustanovitve tega strateškega sveta je bil prav ta, da pritegnemo to neverjetno znanje, ki ga ima Slovenija na področju novih tehnologij v zasebnem, raziskovalnem, akademskem in drugih sektorjih, čim bližji vladi. Skratka, da lahko dobi vlada inpute strani tistih, ki dejansko o praktičnih zadevah na tem področju največ vejo. In zato smo zbrali 60 top slovenskih podjetnikov, ki pišejo svetovne zgodbe od Jureta Kneza, Marka Pleška do top slovenskih raziskovalcev, kot je Jure Leskovec, Marinka Žitnik z Harvarda in tako naprej, tudi tebe, Ano in Gregorja, zato da enostavno pripravimo nek akcijski načrt za državo o tem, kako digitalno preobraziti ne samo, bom rekel, zeleni prehod, ampak tudi javni sektor, zdravstvo, izobraževanje, gospodarstvo in družbo kot celoto. Tako da super je, da smo se uspeli organizirati v 7 delovnih skupin. Moram priznati, da je delovna skupina za zelene tehnologije prišla zadnja, kar pomeni, da je najpomembnejša, ker zadnji bodo prvi, in sicer na predlog predsednika republike gospoda Pahorja, za kar sem mu zelo hvaležen. Predvsem sem pa hvaležen Gregorju in pa tebi za tako aktivno vlogo v tej delovni skupini. Tako da jaz mislim, da bo ključ uspeha za našo državo, če bomo znali združevati vse te potenciale, ki jih imamo. Da ne bomo, bom rekel, zaupali vse skupaj samo nekim medresorskim delovnim skupinam, kjer projekti ponavadi umrejo, ampak da se bomo res napajali z vašimi idejami, z vašimi predlogi, ki naj bodo čim bolj konkretni. In naš cilj je bil, da smo čim bolj konkretni. Tako da v prvem paketu ukrepov smo imeli 40 zelo konkretnih rešitev. Vesel sem, da bomo do konca tega mandata, se pravi v naslednjih nekaj tednih, uresničili že 21 od teh 40 ukrepov. Tako da probali smo res štartati na stvari, ki niso strateške, kompleksne in pa sistemske, ampak so takšni quick wini, ki jih lahko realiziraš v nekaj mesecih, pa jih ljudje lahko že občutijo na svoji koži in si rečejo, wow, digitalizacija pa res dela za nas.
Tako da v tem prvem paketu jih je bilo 40, zdaj v tem drugem, kjer so tudi rešitve na področju trajnosti, jih je 25 in vesel sem, da sta med njimi tudi dva zelo močna predloga na področju zelenih tehnologij. O tem pa mogoče več kasneje. Super. Hvala za predstavitev, kako je prišlo do tega in kaj je namen. Tako da res čestitke za vse. Ukrepov je bilo res še veliko več, ampak na koncu je bilo treba izluščiti po dva v vsaki ekipi. Nekaj jih je še na papirju in bomo delali na tem, da se na tak ali drugačen način o njih pogovarjamo. Zdaj pa ukrepi, samo da bolj razumemo, bojo potegnili za seboj, bodi si spremembo zakonodaje, bodi si neke konkretne aktivnosti na ministrstvih, organizacijah, da se bo to implementiralo. Na kakšen način bo do realizacije prišlo? Bom zelo konkretna, recimo, med ukrepi. Je bila tudi možnost, da lahko odprete bančni ali pa kriptoračun prek videoidentifikacije. Slovenija je bila ena redkih držav v Evropi, kjer to ni bilo možno. Skratka, lahko ste odprli Revolutov račun iz svojega kavča v Ljubljani, niste pa mogli odprti računa na NLB-ju svojega kavča v Ljubljani zaradi slovenske specifične zakonodaje. No, to se spreminja, spremembo zakona o preprečevanju pranja denarja. Skratka, smo naredili en zakonski premik naprej. Kar se tiče digitalnih veščin, to je področje, kjer ima Slovenija mogoče največji manko, ko gre za digitalni prehod, smo sprejeli zakon o spodbujanju digitalne vključenosti, ki prinaša brezplačne tečaje za vse generacije in pa digitalne bone za nakup računalniške opreme. Potem o novi osebni izkaznici ste najbrž veliko že slišali, pa še več boste. Izpostavil bi tudi zelo pomemben element, ki je ostal neopažen pri spremembah dohodninske zakonodaje. In sicer smo mi za več kot tretjino znižali obdavčitev opcijskega nagrajevanja zaposlenih. Dobro veste, da se včasih govorili cash is king, danes vemo, da se reče equity is king. Najboljši zaposleni delajo za delež v podjetju, ne za svojo plačo. Ampak da se ti delijo deleže svojim zaposlenim, si bil strani države do zdaj res kaznovan. In je bil to eden izmed pomembnih faktorjev, zakaj so se velike tehnološke investicije izogibale Sloveniji. Pa tudi zakaj so številni tehnološki podjetniki bežali v Zagreb, ne samo v London, Amsterdam in tako naprej. Zdaj znižujemo to obdavčitev bistveno, kar pomeni, da se vam bo bolj splačalo nagrajevati delavce z deleži v podjetjih ali pa njihovimi delnicami, kar je, mislim, da en tak skrit ukrep, ki bo v končni fazi veliko doprinesel. Delamo center za pomoč slovenskim strokovnjakom pri vračanju v domovino, ki bo zaživel že v naslednjih parih mesecih. Ta bo top slovenskim strokovnjakom na vseh mogočih področjih pomagal predreti pravne, administrativne, karierne in druge orehe pri njihovem vračanju v domovino. Želimo čim več tega znanja jasno nazaj pripeljati. Čez en mesec ustanavljamo tudi slovensko tehnološko ambasado v Silicijevi dolini, po zgledu najuspešnejših evropskih držav, kot sta recimo Danska in Avstrija. Na ta način želimo promovirati slovenske start-upe in scale-upe v Ameriki in pa jasno pripeljati čim več ameriškega in drugega kapitala k nam domov. Tako da se dogaja, veliko stvari smo naredili z zakonskimi spremembami, še več z spremembami uredb, tako da kdorkoli mi bo rekel, da se nič ne da narediti v parih mesecih, mislim, da smo dokazali, da to ne drži. Mark, čestitke, tako da jaz mislim, da si zaslužiš en aplavz. Hvala lepa fantastični ekipi. Jaz moram reči, da ne samo, da člani strateškega sveta sodelujejo oziroma, da so pripravljali te ukrepe, ampak so tudi sodelovali pri njihovi realizaciji. In to je zelo pomembno. Jaz vam lahko povem eno anekdoto, še iz časov, ko nisem bil minister, in to je bil čas, ko smo predstavili prvi paket ukrepov, in takrat mi je predsednik vlade rekel, no, zdaj pa sklic sestanke z ministrstvi, ne, pa to naredite. In jaz sem bil takrat še zaposlen pri Uberju, sem si vzel sabbatical za en mesec, se vrnil v Slovenijo in začel veselo sklicevati sestanke s takšnimi in drugačnimi resorji. Na teh sestankih mislim, da na največjem je bilo 50 ali 60 ljudi na teh videookolih. In to moram reči, da so bili najbolj depresivni sestanki moje kariere. Ne? Jaz sem tam slišal 1001 razlog, zakaj se nič ne da narediti.
zakaj tudi za stvari, ki se dajo narediti, ni denarja, pa zakaj tudi za tiste stvari, ki se dajo narediti, pa je denar, ni cajta. Tako da, v glavnem, jaz sem po enem tednu, niti nisem zdržal enega meseca, sem klical predsednika vlade in rekel, lejte, jaz se tega ne grem več, ne. To je brez veze. Mi smo stran vrgli ogromno ene pozitivne energije vseh mogočih strokovnjakov v strateškem svetu, zato da bodo, ne vem, te naše predloge na koncu propadali v takšnih in drugačnih medresorskih delovnih skupinah. No in takrat je rekel, lejte, edina varianta, da se kaj premakne, je ta, da imaš full-time team, ki, bom rekel po domače, teži vsak dan vsem pristojnim resorjem. Zdaj, moram reči, da smo bili tudi zelo dobro sprejeti strani različnih resorjev, tako da ni vse črno, sploh ne, imamo ogromen talenta v javni upravi, ampak dejstvo je, da ni vedno ta pravi talent na pravih mestih. No, kakorkoli. Dejstvo je, da če nimaš ene agilne ekipe, ki spremlja, koordinira in pa pospešuje realizacijo teh in drugačnih ukrepov, se pač v nobeni državi, tudi naša ni izjema, nič ne naredi. Tako da zato je super, da imamo zdaj to vladno službo, ki nekako centralizira vse te digitalne aktivnosti in jih poriva naprej. Tako da verjamem, da bo ta služba po volitvah ostala, ne glede na to, kdo jo bo vodil, in da bo nadaljevala začrtan tempo z temi ukrepi, ki so nam še ostali. In teh ni malo, ne. Tako da dela nam ne bo zmanjkalo še en čas. Res čestitke še enkrat in to je res dokaz, ne, da trajnost ali pa kakršnikoli aktivnosti niso v tehnologijah, da ni tam problem, da je ta strast, ki jo imaš ti in ki imajo drugi in ki imamo v CER-u, v ekipi, tako da res vse čestitke celi ekipi, ki dela z nami. Tukaj lahko zaključiva, da trajnost, mislim, tako bom rekla, zadnjič sem slišala, da trajnost ni seksi. V bistvu je, to si pa narobe slišala. Ja, v bistvu je noro seksi in je totalno strastjo in če nekaj delaš s strastjo in če si zaljubljen strastno, potem je to nekaj zelo lepega in dajmo tukaj verjeti, da lahko s to strastjo vsi skupaj res nekaj premaknemo, da gre. Tako kot si prej rekel, ne, Slovenija bo, kakšna? 2030 si zaključil. Naš cilj je, da postanemo do leta 2030 ena izmed 5 digitalno najnaprednejših držav v Evropi. In jaz mislim, da je to realen cilj. In jaz tudi eno stvar mislim, in to sem se naučil v tujini, da moramo mi stran vrš ta mindset uravnilovke. Mi moramo razmišljati o tem, da bomo najboljši, da bomo number one. Ker tudi, če bomo ta cilj zgrešili in bomo number 3, bo čisto ok. Če pa mi ciljamo na to, da bomo nekje v zlati sredini, se bomo pa na koncu znašli pod evropskim povprečjem. In to se nam je zgodilo na področju digitalizacije in še na marsikaterem drugem področju. Tako da kar Slovenija potrebuje, je bistveno večja ambicioznost. Mi smo majhna država, 100-krat lažje lahko uvajamo spremembe kot neka federalna, ogromna, kompleksna Nemčija ali pa Francija. Tako da tukaj moramo izkoristiti prednost, ki jo ponuja naša majhnost, dobra strateška lega, ogromen talentov, ki jih imamo. In druga stvar je sodelovanje. Sodelovanje med vlado, zasebnim sektorjem, akademskim sektorjem, sodelovanje med vlado in opozicijo, sodelovanje, bom rekel, med civilno družbo in ostalimi deležniki. To se mi zdi ključno in tukaj mislim, da smo Slovenci slabi. In jaz vas še zagovarjam, da se ne bi smeli kregati glede ključnih razvojnih vprašanj, kot je recimo digitalni in zeleni prehod. Lahko se kregamo glede vseh ostalih, to je logično, smo različni, to je popolnoma legitimno, ampak težava pa je, ko se začnemo kregati o ključnih točkah nacionalnega interesa. To pa razumne države in zrele demokracije razumejo, da je out of reach za takšne in drugačne politikanske akcije, populiste in demagoge. Tako da dajmo se usoglasiti glede, ne vem, 5 razvojnih ciljev ali pa 3, ne? Glede ostalega se pa lahko na smrt kregamo še naslednjih 100 let. Ampak te 3 pa izvajamo skupaj, ne glede na to, katera vlada je na oblasti. Ker nič se ne da premakniti resnega v enem letu ali pa 2. Ti postaneš evropski šampion ali pa svetovni šampion, če imaš neko strategijo, če imaš neko stalnost, če imaš neko kontinuiteto, če imaš neko stabilnost. Tako da mislim, da to, kar ti počneš oziroma kar počnete na CER-u, je neprecenljivo. In še enkrat,
pri vas ne gre samo za wishful thinking, ampak gre za zelo praktične ukrepe, kot je ta Green Star, pa številni drugi, ki bodo dejansko prinesli resne premike v slovenskem gospodarstvu, pa tudi kasneje v celotni družbi. Tako da čestitke še enkrat, pa hvala lepa za to energijo in trud. Hvala. Mark, hvala tudi tebi za Me že tvoj čas. Ja, malce nam izteka. Jaz ne bi nehala debate s tabo, po mojem tudi marsikdo, tako da z veseljem nadaljujeva in ob naslednji priliki. Osebno ti pa želim vse dobro in to strast ohrani tudi ti naprej pri teh spremembah. Hvala lepa enako, ostanite uspešni in zdravi še naprej. Hvala lepa. Hvala.